Dober dan, kolega Markeš. Živijo, lepo da vam. Krasen izvod z zgodovinskim dosežkom, za katerim je ogromno garanja. Bo tudi se olimpijskih iger morda dotaknila, ampak začela bi tam, kjer je bil časopis že natisnjen v Teheranu. Začela bo pri likvidaciji voditelja Hamasa, Ismaila Hanije. To se je zgodilo ponoč, zjutraj smo za to novico zvedeli. Ni znano uradno, pravzaprav, kdo je poslal projektil v apartma, v katerem je bival, medtem ko se je nameraval udeležiti inavguracije novega iranskega predsednika. Zagotovo pa ta likvidacija predstavlja, se reče, game changer, nekaj, kar spremeni pravila, potek igre na Bližnjem oziroma v tem primeru tudi na Srednjem vzhodu. Kako sam to vidiš? Zdaj, dobro bi bilo potrditi, da so to naredili Izraelci. Vendar Izrael ne, recimo ob sorodnih dogodkih, ki jih je v zadnjih letih bilo kar nekaj, ne? Če je šlo za dejanja izvedena v tujini, tega ni razglašal oziroma vedelo se je, ni pa se razglašalo in se ob tem na izraelski strani niti ni triumfiralo. Nerodna stvar za Iran je to, ne, da se nek neidentificiran projektil sredi noči znajde v točno določenem apartmaju, ne da bi alarmne službe to zaznale. Ne. Oziroma, če so, da so prepozno, pomeni, da je na drugi strani neka tehnološka superiornost v igri. Ne. S tem, da Iran niti ni tehnološko zaostala država. Ne. Se to, ne, se je ravno v tem, se pravi, da ima nekdo eno veliko prednost, ne, v visokotehnološkem svetu. Potencialno, seveda. Ne. Če so vse informacije, ki do nas pridejo, točne in če so verodostojne. To je spet naslednje vprašanje. Je pa dejstvo, da se jaz se nekako mislim, ne, da je vzrok vsega tega novega napenjanja loka pravzaprav Netanjahujev obupen govor v kongresu, v ameriškem kongresu, ne, ko se je tam napihoval ko žaba, ne, in je med drugim povedal tudi to, ne, kako hvaležen je Donaldu Trumpu, da je priznal suverenost nad Golansko planoto. Ne. No, in zaradi česa je on moral predčasno zapustiti Združene države Amerike, namreč Netanjahu, ne, zaradi napadov na Golansko planoto. Ne. Sprav, te besede so meso postale, mislim, besede imajo neko težo očitno. Ne. In ta Golanska planota je mednarodno pravno velik greh Izraela, ki ga pokrivajo Združene države Amerike. Ne. Mislim, ena od velikih sramot Združene države Amerike je to, ne, da so v času, ko je Netanjahu tam govoril, pač kar je govoril je katastrofalne stvari, med drugim, da sploh ni žrtev v Gazi, ne, da tako rekoč jih ni, ne, mogoče 2-3, ne pa 40,000. Ne. Ja. Skratka, da so ti senatorji vstajali in sedali in vstajali in stoječe ovacije delali. 50krat so vstali, 77krat so ploskali v nastopu, ki je trajal 50 minut. Pa kaj ti to pove o ameriški demokraciji? Mislim, kaj ti to pove o suverenosti ameriške politike proti izraelski politiki? To je največji dokaz nekega plutokratskega razmerja ali pa intervencije v demokracijo. Ne. In seveda, ne, kar se je zdaj zgodilo na Golanski planoti, je bilo natanko to, kar mednarodna skupnost ne priznava. Prišlo je do zasedbe Golanske planote in Izrael se obnaša, kot da to njemu pripada, in je vzel za to, da je Trump priznal suverenost Izraela nad Golansko planoto kot mednarodno pravno dejstvo. Ne. In je jasno, da se bodo mednarodna razmerja porušila. Mislim, potem je v ponedeljek prišlo do tistega, če tako rečem, pravzaprav do male komedije. Ne. Sodijo enemu vojaku, ne. Bilo naj bi še mogoče 10, ne, ampak sodijo enemu vojaku, ker da je mučil pripadnika Hamasove elitne garde, nekaj takega, ne. Danes sem poslušal, prišlo pa poročilo Združenih narodov, da so to masovno počeli. Ne. Takrat
Skratka, gre za množične zlorabe, ki so se dogajale očitno v izraelskih ječah. Zdaj, na eni strani imamo množične zlorabe, na drugi strani imamo vsaj navidezno pripravljenost, da Izrael to sankcionira. Na tretji strani imamo pa štorijo iz leta 1968, ko je bil razkrit zločin v vietnamski vasi My Lai, ko je poročnik, ki je pravkar umrl, William Kelly, pač tam pobil s svojimi četami pač celo vas. Proslavljali so sprva ta dogodek kot uspešno zatrtje komunistov vietnamskih. Ja. Skratka, ko je prišel na sodišče, so človeka obsodili na dosmrtno ječo, vendar je bil izpuščen na prostost kakšna 4 leta zatem, ko je bil pridržan. A to je s pomilostitvijo bilo? Z pravnimi mučkami. Pravi, on tako ni bil, njemu ni bilo sojeno zaradi vojnih zločinov, ampak zaradi umorov. Potem pa je pač ameriški pravosodni sistem funkcioniral tako, da je pripoznal v določenih izvedenih dokazih pomanjkljivosti, dvome in pač v dvomu ravnej v korist osumljenca. Ja, meta pozicija vsega dogajanja, če nas postavlja vlogo sodnikov ali pa presojevalcev, zgodovinskih presojevalcev tega, kar se dogaja, meta pozicija, kar z mene zadeva, ni, da ugotavljam, ali je ameriška demokracija boljša od iranske, ali pa da je boljša od Hezbolahove in tako naprej. To brez dvoma v teoriji in v osnovi seveda je. Zahodna demokracija, ki prisega na temelje individualne človekove pravice, brez dvoma seveda je superiorna nad drugimi demokracijami, ki so bodisi teokratske, bodisi kolektivistične, nad rusko, nad kitajsko in tako naprej. Ampak v praksi se pa izkaže, da so metode, ki jih uporabljajo zdaj tako imenovane zahodne demokracije, ki to več niso, ampak so plutokracije, so povezane z še umazanimi povezavami z ozadji, če tako rečem, lahko celo bo spornejše od teh, ki jih kritizirajo. Tipičen primer so trenutno Združene države Amerike in najbolj vzoren primer vsega tega pa je seveda Izrael. In kar se je zgodilo je to, da je ameriški kongres praktično povozil notranjo demokracijo, uvozil nekega tihi nadjas mednarodnega kapitala očitno, ki ne more predstavljati niti Judov, ampak predstavlja lahko samo Izrael. Judije so se temu očitno uprli in Judi niso v enem kosu, če tako rečem. In Netanjahu je tam pač prodajal, ni toliko brihten, da bi razumel, kaj je v resnici povedal. On je tam povedal, da tukaj sploh ne gre za teroristično akcijo neke skupine, ki se imenuje Hamas, ampak da gre dejansko za zločinskost Palestincev kot naroda. In še več, to, kar so tudi nekateri Američani, se pravi, Gaza je torišče ali pa os zla, je on tam povedal. Neki drugi bivši ambasadori pri Združenih narodov recimo je povedal to, da so to animals, da so to horrible animals, da so grozne živali. Palestinci so grozne živali. To je izjavo, to lahko na YouTubeu vsakdo preveri. In to se je zgodilo na Sky News pol leta nazaj, nekaj takega, 9 mesecev nazaj. Tudi zelo podobne izjave so strani izraelskih voditeljev se pojavljale neposredno po 7. oktobru. Tako da vidiš, ta živalska metaforika je konstanta. Ja, ampak mi se še spomnimo metaforike arijske rase pod vodstvom Adolfa Hitlerja, ki je govoril, da so Judje podgane. Oziroma se spomnimo retorike z Ruande, kjer se je govorilo o ščurkih. Cockroaches, tako je. Ja. To so ti analogovni, ki jih je mogoče izpostaviti, ki jih je mogoče potegniti, seveda z ogorčenjem zavreč. In kar je Netanjahu naredil, je na koncu povezal, na to prilepil, na to grozno metaforo
metaforiko, slabšalno metaforiko, primerjavo z živalmi, za neljudmi, tako rekoč. Še več, te neljudi enostavno označil za barbare in sebe označil za torišče civilizacije, za izvoljeno ljudstvo. Ne. On ima popolnoma teološko govorico stare zaveze, na katero se lepi kapital. Ne. In na koncu, jaz sem popolnoma prepričan, da ko se bo enkrat ta govorica izrodila in izrodila se bo zelo kmalu, ne, in ko bo izgubil oblast, bo na koncu pristal na mednarodnem sodišču za vojne zločine. Sem skoraj prepričan, nekdo se ga bo odrekel, ta trenutek se ga pa pač ne. Netanjahuja, ker koristi. Ampak on je na to prelepil. Je koristni idiot. Sam točno to, kar je on rekel svojim sonarodnjakom, da so koristni idioti Irana, natanko to je on. On je koristni idiot nekoga, najbolj pa samega sebe. Traja še polemika, je to Leninova formulacija ali ne. Ta termin koristni idiot se pripisuje Leninu, vendar se ob tem ne omeni, ne navede natančne reference, tako da se ne ve. Tukaj znanost leninizma, marksizma še ni rekla zadnje besede, vsaj potem, kar jo jaz poznam. Netanjahu je toliko prozoren, da je v svojem govoru preprosto povedal, da je problem glavnega mesta, se pravi Jeruzalema, ki si ga seveda v svojo zgodovino vgrajujejo ravno tako tudi Palestinci, ne? Ki želijo imeti. Na koncu koncev je prerok Mohamed iz Al-Akse se dvignil v nebo, to je natanko za zidom žalovanja, za templom, ki ga je postavil David. Ne? No, mislim, tudi kristjani imajo kakšno za reči o Jeruzalemu. Ne? In tako, Jeruzalem je vedno sobival v četrtinkah, konkretno, armenski pa judovski, muslimanski, armenski pa krščanski v širšem pomenu besede del. Ne? In fora je preprosto tem, da je mednarodno pravni sistem po drugi svetovni vojni, in to 48, ko je pač država Izrael preferenčno nastala, z obljubo, da bo tudi Palestina dobila svojo, ampak da bo pa Jeruzalem užival nek svoj umestni status. In ta kako ne rečem, krokodil, ne, se pravi slon v trgovini s porcelanom, ki se mu reče Trump, je to v eni potezi seveda zanikal, premaknil iz Tel Aviva tudi svojo ambasado in pa glavno mesto v Jeruzalem. Netanjahu se mu zato javno zahvali. Kaj pričakuje v Jeruzalemu? 40 let hodimo v Jeruzalem, pa vsakič si rečemo, enkrat sem bil, samo enkrat. Pa vsakič si rečemo, še eno leto počakamo, pa bo mir. Tam nikoli ne bo miru. Ga nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo. Tam bo mir samo to, če bo na Jeruzalem padla ena velika bomba in je uničilo se. Tam miru ne more biti. Zaradi tega tam je lahko samo sobivanje različnih kultur in Netanjahu se je odločil, da bo vse druge kot ljudstvo stare zaveze izničil. Da bo iztisnil. Ker recimo, če greš, omenil si armensko četrt. Ja. V armenski četrti se zadnja leta dogaja to, da armenski kristjane vedno bolj stiskajo ven iz armenske četrti in se pač v to četrt, ki je ugledna in čudovita, se naseljujejo judovski priseljenci. Tako se je na Golanu zgodilo, tako se na Zahodnem bregu dogaja in kar je najhujše, celotna mednarodna skupnost tega ozemlja ne priznava in Izrael se na to požvižga. Odkot jim ta metapozicija, da se lahko požvižga? Če bi Putin samo 10% tega po svetu počel, kar si Izrael dovolja, bi ga že zdavnaj izločili tako, kot so ga zdaj izločili. In Putin zdaj karakterizira to zadnje dejanje, od kdaj do danes ponoč, se pravi ta napad na poveljnika pač Hamasa, označuje kot pomembno destabilizacijo razmerij in obtožuje Združene države Amerike in pa Izrael, da poskušajo destabilizirati celotni Bližnji vzhod in na koncu se bomo vsi vprašali, komu ali čemu to služi. A to služi temu, da bomo spet milijone beguncev dobili v Evropo, oni pa nič, Ali je Netanjahu sploh jasno, da se konflikti in pa vojne takega tipa nikoli ne izidejo v mir, nikoli. In kaj torej iščejo? Iščejo vojno, če ne iščejo miru, torej iščejo vojno. Kaj iščejo? Zadaj je neka blodnja, starozavezna blodnja, nekaj,
nekaj, čemur bi se krščanski svet moral upreti, ker krščanski svet bi moral biti dimenzioniran na iskanje miru, ne na iskanje ultimativne zadnje sodbe, ne, in pa vojne. In Amerika sebe pripisuje krščanskim vrednotam, se jih je sama teologija, ne, se je konec koncev je sam Bog premaknil kroglo, ne, da Trumpa ni zadela v glavo, ampak v desno uho. Ja, ampak je tudi Biden rekel. In sam Bog je Bidenu rekel, naj se umakne, ne, ker on je, če seveda verjamemo Bidenovi besedi, če ne verjamemo, potem beseda ameriškega predsednika ne velja nič, če bomo verjamemo, potem se mu je pa prikazal Bog, zato ker on je rekel, da se bo umaknil iz tekme, samo če se mu bo prikazal Bog in mu bo on povedal, da ne se umakne iz tekme. In mu je očitno povedal. Ena sama teologija jih je, in to krščanska teologija. To se pravi, Biden je katolik, ne. To se pravi, Trump je presbiterijan škotski, ne. Skratka, in na koncu vidiš, kdo je Bog tam, ne? Zlato tele, ne? Ker to, da se oni za staro zavezo in krščansko z novo zavezo... V resnici je medeninast bik. Zlato tele je metaforika, ki deluje. Ja, tam je medeninast bik, oziroma bronast bik, ne? A seveda, na Wall Streetu. Ja, mislim, tele je zraslo, ne? Ja. Veš, tele je zraslo medeninastega bika. Bronastega, se popravljam, ja. Bronastega bika. Ne, ki pa ima, veš, najbolj svetleč... Se tudi v Ljubljani je eden tak, ne? Ja, ampak na Wall Streetu je najbolj tak svetleč del tega bika, ne, so testisi, ne, zaradi tega, ker mimoidoči prijemajo tega bika za testise. Veš kaj, sem bil tam v New Yorku, sem ga tega bika držal za roge, sem se domišljal, da ga dejansko držim za roge. Ja, za testise ga pa nisi, v redu. Pa dobro, to je bolj za... Ne, nisem ga. Greva nazaj na jutranji dogodek. Hamas je pred nekaj dnevi v Pekingu dosegel nek sporazum z drugo palestinsko frakcijo, s Fatahom, ker je najavljalo določeno enotnost dveh palestinskih političnih skupin. Zdaj, kot rečeno, ne, tukaj prihaja do spremembe toka zgodovine, verjetno tudi, oziroma varianta B, da Hamas najde novega karizmatičnega poveljnika, ob tveganju tudi, da znotraj samega palestinskega ljudstva to nikakor ne bo sprejeto z odobravanjem, ker obstajajo dvomi znotraj palestinskega ljudstva do Hamasovega početja. Ja, ampak na koncu bo poenotujoča točka natanko to, da Izrael ne prepoznava razlike med Hamasom pa palestinskim ljudstvom, ne? Tako kot je pri nas Soban pokazal že pred meseci in meseci, 9 meseci, naprimer nekaj tazga, ne? Da je Netanjahu leta in leta sistematično gradil na Hamasu proti PLO-ju, ne? Ampak ta trenutek, kot vidiš, se pa že Hezbollah umešava in kot vidiš, rezonira že Kitajska, rezonira Moskva in rezonira Teheran. Se pravi, tukaj pa zdaj prihaja že do civilizacijskega spopada širših razsežnosti, predvsem ne pozabiti, ne, da bo Kitajska, tako kot je kolegica Bakovič zadnjič napisala, kmalu prehitela Ameriko, ne, tehnološko, proizvodno, tehnološko in kakorkoli že mogoče celo vojaško, ne. In zapravi, mi smo v svetu, ki bi moral spet poskušamo se vrti v izhodišče leta 1945, ko smo premagali Hitlerja in njegove teze o tem, da so Judje ne ljudje. Ne? Se pravi, takrat smo se pogodili, naredili leta 1948 in 1947 in tako naprej. Organizacijo Združenih narodov, v katerem se je reklo, da tako kot pravi naša himna, ne, le sosed bo mejak, ne vrak, le sosed bo mejak, da bomo sobivali, da smo zavezani temeljnim človekovim pravicam, da ne bomo eden drugemu govorili, da so živali in da bodo imele države pač take in take pravice. Zato, da ne bi bilo nedefiniranih področji, je Izrael dobil svojo državo, hkrati z nedefiniranim ozemljem in s posebnim statusom Jeruzalema. In za obljubo, da bo svojo državo dobila tudi Palestina. Ne? In potem se je začela pa hladna vojna. In ta hladna vojna se zdaj sešteva spet na istem ozemlju, na istem vzorcu, nedefiniranem vzorcu nekega sobivanja, pri katerem so spet superiorni narodi in inferiorni narodi. In tega ni mogoče sprejeti, da so Palestinci v odnosu do Izraelcev
ali do Judov inferioren narod. Tega preprosto v modernem besednjaku ni mogoče sprejeti, kot ni mogoče sprejeti, da so smrti dojenčkov, žensk, nosečnic, starih ljudi opravičljivi za višjimi cilji izvoljenega ljudstva. To je nemogoče sprejeti, ker če prevzamemo, da je Netanjahu novi mesija arijske rase, če tako rečem, naslednjič bom jaz na udaru. Naslednjič bom jaz za njega inferiorna rasa. Naslednjič bo on rekel, ti Slovenci so za počopa, to niso ljudje, to so barbari, to so, kaj je rekel, psi, ne? Živali, animals. Ne? Ja. Torej, to je nesprejemljiva govorica in ta sterilna govorica Združenih narodov pa teh institucij, ki pobirajo ogromne denarje za to, da tam tolčejo latovščino, delajo neka poročila in ostro se naslavljamo na Izrael in na Netanjahuja, da naj okrepi prizadevanja za zaščito civilistov. Ja. Pa kakšna govorica je to? Ne? Ja. Ta hipokrizija je nenormalna, ne? In tako kot nimamo demokracije, imamo plutokracijo, tako tudi nimamo več razsvetljenske pameti na ravni Združenih narodov, ampak imamo v bistvu samo že urade, ki molzejo denar večjih držav za to, da pokrivajo zločine, ki jih počnejo. Ne? In v tem smislu lahko razumeš frustracijo, tokrat pa ne samo Palestincev, ampak tudi frustracijo Irana, frustracijo Kitajske in frustracijo Rusije, ne? Ki jih ne odobravam, da ne bo pomote. Ja. Jaz se imam za naslednika te razsvetljene zahodnega modela demokracije, ampak jih lahko razumeš. Ne? Dobar, kolega Markeš, rekla sva, da bo v olimpijskih igrah govorila tudi, da je reč živenajo vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan in se veseliva. Ja, dajva to naslednjič obdelati, ker se mi zdi, da je vredno namreč. Veseliva se, da je Andrej Leški to lahko zapeljal. Tako je, ampak tam se je zgodil tudi en določen kulturkamp, ne, na otvoritveni slovesnosti. Seveda. Ampak zanimava časa to obdelati, pa mislim, da je vredno. In ga bo treba analizirati, ker je silovito zanimiv. Hvala lepa za tokrat. Okay.